Gledalec nam je poslal vprašanje. Kupujem Renault Australa, prodajalec pa mi za dobrega 1500 doplačila ponuja 4-kolesno krmiljenje 4Control Advanced. Se mi to dejansko izplača ali gre le za drag bombonček? Da pa ne bomo samo ugibali, gremo na poligon. Najprej bomo izmerili premer obračalnega kroga. Z mojo super znanstveno metodo sem ugotovila, da tisti podatek iz tehničnih listov 10,1 metra popolnoma drži. Kaj to pomeni? Da je obračalni krog Australa s sistemom 4Control dejansko za več kot meter manjši, kot če tega sistema ne bi imel. In je zdaj celo manjši, kot ga ima novi Clio, ki pa vemo, da je dejansko tudi manjši avto. V mestnih garažnih hišah je to razlika med obračanjem iz prve in pa nenehnim popravljanjem. A obračanje je ena stvar, vožnja pa povsem druga. Gremo med stožce. Najprej sem sistem nastavila na skrajno stabilno možnost in avto je res deloval stabilno, a povsem običajno. Zdaj pa vklopimo polno agilnost 4Controla. Pri hitrostih do 50 km/h se zadnji kolesi obračata v nasprotno smer kot prednji. Občutek je malce nenavaden, kot da bi zadek avtomobila opletal oziroma malce plesal, v resnici pa avto z neverjetno lahkotnostjo menja smer. Kot da bi vozili meter krajši avto. Trik je v tem, da 4Control fizično skrajša medosno razdaljo avtomobila pri nizkih hitrostih in jo fizično podaljša pri višjih hitrostih. Nad 50 km/h namreč sistem zadnji kolesi obrača v isto smer kot prednji kolesi, kar omogoča boljšo stabilnost v zavojih. Odgovor za našega gledalca: 4Control ni le kozmetika, ampak je dejanska nadgradnja podvozja, ki jo boste uporabljali v vsakem ovinku in na vsakem parkirišču. Če imate proračun, nikar ne ovinkarite. To je oprema, ki jo boste dejansko uporabljali vsak dan. Jaz sem se z njeno pomočjo kar malce razvadila.